Nova izposojevalnica električnih koles v središču Maribora se imenuje Oventura, uporabnikom pa je na voljo 15 novih koles. Podjetje Oven se sicer ukvarja s proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov, električna kolesa, sinonim sodobnega življenjskega sloga, pa sledijo temu trendu. V bistvu gre za kolo, ki je sestavljen z baterijo pa z elektromotorja. V priboru je seveda še polnilec, ki je podoben v bistvu telefonskemu polnilcu, se zelo enostavno polni, ni potrebno dobeno profesionalno polnilno mesto. Kolo je pa namenjeno seveda ne rekreaciji, ampak izključno premagovanju od točke A do točke B. In pravzaprav olajša, ni napora in je namenjeno tudi starejšim in pa tudi tistim, ki nekako so ekološko osveščeni. So pa tudi kolesa v večjih urbanih središčih v Evropi tudi namenjene raznim javnim kurirskim službam in pa javni upravi, tudi policiji, vojski in tako dalje. Bike Lab skrbi za celovito oskrbo in nadzor nad izposojo, ki je možna med aprilom in oktobrom vsak dan v tednu, tudi med prazniki. Torej, izposoje potekajo čisto različno, od 1 ure do več dni. 1 ura je 4 evre, en dan je 25 evrov. Izposojo se da izvesti ali preko aplikacije, ki si jo potegnete na pametni oziroma snamete na pametni telefon, ali pa tukaj na licu mesta v Gosposki ulici 11. Plačila ali preko seveda spet aplikacije ali tukaj na licu mesta. Vračila koles pa kadarkoli, ko pač mislite, da jih morate vrniti. Prednost teh koles je predvsem to, da uporabniku pomagajo oziroma mu omogočijo, da se pelje dalj, kot bi si drugače recimo upal. Kolesa si je možno predhodno rezervirati tudi preko mobilne aplikacije. Aplikacija ne samo, da omogoča najem koles, ampak ponuja tudi 4 različne ture v tem trenutku, ki si jih lahko potegnete na pametni telefon in vas potem telefon vodi po tej turi. Nekako predvideva najdaljša je do Ptuja in nazaj in to je tudi doseg kolesa. Vmes gre, uporabnik na kakšno kosilo in to je to. Za en dan je dovolj, potem se pač kolo pripelje k nam, se ga napolni, če pa si ga seveda stranka izposodi za več kot za en dan, mu pa damo zraven polnilec. Upravljanje električnega kolesa je enostavno. Njegove možgane predstavlja elektronika, ki s pomočjo tipal zaznava stanje kolesa in komunicira z elektromotorjem, ki določa moč električne pomoči. Vožnja poteka enako kot pri običajnem kolesu, le da je manj naporna in hitrejša. S kolesom je mogoče doseči hitrost 25 km/h. Ko se elektromotor izprazni, se s kolesom, ki ima tudi običajne prestave, peljemo na klasičen način. Ja, videti je, kot da gonim, ampak v resnici ne delam skoraj nič. Občutek je fantastičen, lahkoten. Jaz s polnim tankom lahko naredim približno 60 km, tako da grem zdaj do Celja, ne? Že od lani si je v Mariboru mogoče izposoditi električna kolesa na 5 lokacijah. V gostilni Mačka na Lentu, na posestvu Meranovo, v hotelu Betnava, v gostilni Črni baron v Malečniku in v centru Drava na Limbuškem nabrežju. V Bike Labu, ki kot socialno podjetje deluje že 4 leta, pa poleg izposoje še zmeraj opravljajo svojo prvotno dejavnost, popravilo in servis vseh vrst koles. Ljubitelji mestnih koles pa si lahko tam po dostopnih cenah nekaj 100 evrov tam privoščijo tudi nakup koles nizozemskega porekla z atraktivnim dizajnom in barvami, ki jih tržijo pod znamko Retro kolo. Sicer pa električno kolo ni le prevozno sredstvo, je znanilec nove dobe mobilnosti, ki pomeni močno alternativo javnemu prevozu.